Zdaj pa prehajamo na temo, ki bi naj nam bila, ali pa nam je, zelo, zelo blizu osebnostni razvoj, trajnostne teme. Vse to je Ana že omenjala, pa še drugi govorci. In v ta namen vabim kar sem tukaj k sebi Marijo Imperl iz inštituta Trilogy in Jožeta Praha iz Zavoda za gozdove, ali pravzaprav ne vem, odkot Jože vse prihajaš, ker imaš številne, Angleži pravijo temu klobuke, ki si jih daješ na glavo in potem z njimi nastopaš. Danes imaš tu dva, lahko si kakšnega izposodiš, postaneš čebelar. Ne vem, če je to čebelarsko. Jože bo prvi. Ni ladies first, ampak z določenim namenom, o tem sploh ne dvomim. Zdaj beseda, ki mi je takoj padla na pamet, ko sem rekla, kaj pa Jože, z eno besedo, prodornost. Njemu sem na letošnjem junijskem dogodku v okviru TV-uja, ki smo ga imeli v podobnem okolju, hiša Medu, Polhov Gradec, rekla, da bi lahko zašel med politike, pa smo hitro takrat razčistili, zakaj ne, ko ga boste slišali, boste razumeli, zakaj tja ne. In da me velikokrat spominja na Napoleona s to prodornostjo. Izvolil. Ja, en lep dober dan. Gost je ljubezen in čutnost. Jaz mislim, da današnji svet ima premalo gibanja in je vpet v debelost, stres, depresijo, preveliko socialno izključenost, pohlep, tekmovanje za vsako ceno in tako dalje bi še lahko naštevali. Življenjska doba raste in vse več je starejše populacije. Klasičnih družin je vse manj otrok. Manj delovnih mest, z več avtomatiziranja, podaja krajši delovni čas. Večje migracije in hitenje so stalnice in povzročajo padanje pozornosti. Narašča pa pomen vseživljenjskega učenja. V okolju je vse manj razpoložljivih surovin in poraba energije kot stroški nedvomno hitro rastejo. Biodiverziteta se manjša, a tehnološko znanje, avtomatizacija, nasilnost raznih medijev, mobilna komunikacija, interaktivnost so pa nedvomno v porastu. Blogi in socialne mreže so stalnica. Trend je virtualna komunikacija. Vsi ti trendi dajo izziv poudarku na doživljajih in zgodbarjenju ali dajo ponudbe za učenje na prostem z množico virtualnosti. Razviti moramo tiste oblike kravžljanja možganov, ki želijo človeku ponuditi kvalitetno doživljanje narave in pa nova spoznanja. Zato je nujno vključevanje kvalitetne drugačnosti, kjer gre za posebne oblike komunikacijskih procesov, s pomočjo katerih vzbujamo odnose, oblikujemo vrednostne sisteme, povzročamo miselne in pa čustvene odzive. Jaz sem prepričan, da tako na lokalnem kot državnem nivoju bi morala naša skupnost hlepeti po 3 stebrih razvoja, pa nič več. In sicer turizem, gost, les in voda ter hrana. Menim pa, da imamo trenutno 5 glavnih nevarnosti za obstoječo družbo. In sicer zmanjšanje kmetijske predelave, zmanjšanje preskrbe z vodo, povečana izpostavljenost ekstremnemu vremenu, labilnost ekosistemov in pa povečana zdravstvena tveganja. In ko naprej razmišljamo, se seveda moramo vprašati, kaj je resnica pašnika ali 100 ljudi, skupnega pašnika ali 100 ljudi na vasi. Predvsem v tem, ko jo vidimo, občutimo, 80 nima primernega bivališča, 50 je podhranjenih, 17 brez pitne vode, 19 zasluži na leto manj kot 30 evrov, 6 pa upravlja za 60% vsega premoženja na skupnem pašniku oziroma na vasi. Narava, gost, drevo je pa posebna vrednota,
Tudi zaradi tega, ker nikoli ne more biti slaba. Sprašujemo pa se lahko, je res danes vrednota imeti čim več, biti čim bolj zaposlen, biti v toku dogodkov, biti brezkompromisen in agresiven, biti pohlepen in tako dalje. Ljudje, ki čutijo z naravo, so vsi široki, odprti, pozitivno naravnani za življenje, naravnani na skromnost, delo in pa umirjenost. Prepričan sem, da narava, gozd, drevo so najboljši učitelji. V prepustitvi prasile lahko v naravi in gozdu občutimo ne tisto, kar nas je učil Darwin, ker to se mi zdi, da gre za zmotno razmišljanje, ampak občutimo povezovanje, združevanje, spoštovanje in pa zaupanje. Verjemite mi, da gozd nima rad darwinizma. Skratka, v naravi in gozdu, če človeški skupnosti želimo pridati moč prasile ljubezni, ki nas nagovarja v paradigmah, povezovanje, združevanje in spoštovanje, prenos znanja, inovacije in fleksibilnost ter odgovornost. Vse to pa lahko dosežemo predvsem s krepitvijo socialnega kapitala. Ali moramo ločevati tako imenovano formalno in neformalno izobraževanje? Ali moramo ločevati starostne zapovedane kategorije? Ali se moramo znati prodajati v kalupe? Verjetno moj odgovor poznate. Jaz bi vse posod rekel ne. Pred leti smo imeli odličen slogan, z roko v roki učenje, ali pa rečemo to raje prasila, ljubezen, v skupnosti za osebno in skupno dobro je sestavni del življenja na področju izobraževanja odraslih s posebnim poudarkom na predstavitvi skupnostnega učenja. Drevesa v gozdu so močna in velika. Razvijamo vzajemno učenje in delovanje med skupnostjo in posamezniki, ki v njej živijo in delujejo, vzpostavljamo trajnejše vezi, tudi skupno identiteto. Socialno vključevanje mladih, modrost starejših, integracijo priseljencev v podpori lokalne skupnosti ter povezovanja na podeželju so različni akterji, z različnimi akterji, to se pravi z občani, občine, podjetniški centri, javni zavodi, društva, posamezniki, pa lahko skupaj oblikujejo in živijo zgodbe trajnostnega razvoja, kar je učenje. Učenje za trajnostni razvoj je nedvomno v krožnosti. Krožnost, ki je povezana z mislijo povratne zanke, ki pokaže na medsebojno soodvisnost in kroženje snovi in energije v naravi, ter se prek teorije sistemov prenaša tudi v socialne, družbene sisteme. To je pač resnica na zemlji. Ali na primer študijski krožki in medgeneracijsko vseživljenjsko izobraževanje. Študijski krožki vsebujejo pojem krožnosti že v svojem imenu. Poleg tega opazimo krožnost tudi na dveh ravneh, in sicer interne izmenjave, dopolnjevanja in ustvarjalna nadgrajevanja informacij, znanja in veščin med sodelujočimi v krožkih in na ravni eksterne izmenjave kot dopolnjevanje in ustvarjalno nadgrajevanje znanja in vrednost v lokalnem okolju, iz katerega študijski krožki izhajajo in kamor prispevajo rezultate svojega učenja in druženja. Študijske krožke lahko povežemo z besedami. Podajmo se tja, kamor nas vleče srce. Začnemo se učiti tisto, kar se resnično želimo učiti. Ko se učimo, kar imamo zares radi, nam noben napor ni odveč. Takšno učenje je prijetno. Nobene potrebe ni, da bi bilo učenje težko. Saj živimo zato, da bi bili srečni. Ali na primer strokovna druženja z deležniki, inštitucijami in tako naprej. Prej je bila rečena že beseda hvala, pa tudi na tem nivoju bi se rad zahvalil nekaterim, ki so v tem delovanju, ki ga v zadnjem času imam srečo, da lahko delam, bi se zahvalil predvsem, na primer tukaj iz Andragoškega centra, dr. Nevenki Bogataj, pa magistri Violeti Bulc, dr. Mariji Markeš, s katerimi smo znali
dobro delati in tudi prebrodili marsikatero težavo. V procesu izobraževanja naj vlada navdušujoč vidik kot pozitiven pogled na življenje v izvirnosti, nadarjenosti in poslanstvu s poudarkom na reku: spoznaj samega sebe. V skupnosti mora biti vsak prepoznan na svojem področju velike nadarjenosti, prepoznane v šibkosti oziroma nevednosti, brez manj vrednosti v moči in izvirnosti. Mnogi še danes smatrajo sedanje razmere za večne in samoumevne, pa temu še zdaleč ni tako. Že brez človekovega vpliva je ta kraj v vesolju zelo mukast in na njem že 4 milijarde let zmaguje življenje, ki mu lahko rečemo ljubezen. A ne vedno tako, kot bi si kdo želel, pa nič za to. Kmalu po njenem nastanku na Zemlji ni bilo ozračja prostega kisika, veliko je bilo strupenih snovi, velikokrat je naš planet izgledal kot ledena kepa. Kljub takemu okolju je glede na okolico v sončnem sistemu življenje brstelo, čeprav v obliki bakterij. Evolucija je poskrbela, da je med bakterijami prišlo do nove vrste in pojavila se je cianobakterija, ki je obvladala fotosintezo in v zrak začela spuščati nekaj, kar je bilo za vse preostale takratne organizme po milijardi let precej lagodnega bivanja usodno. Kisik je vse pomoril. Danes pa brez kisika ne moremo. Če pogledamo zemljino zgodovino, je na tem planetu do sedaj živelo približno 5 milijard vrst živih bitij in 99,8% jih je že izumrlo. Danes je z nami živi med 10 in 14 milijonov vrst, pri čemer jih približno 85% sploh še ne poznamo. Človekovo preživetje je vezano na mnogo teh vrst in gozd z vsemi elementi je le ena od garancij, da preživimo na Zemlji tudi sami. Človek nedvomno ima rad zadovoljstvo. Po njem hlapi, ali mogoče celo drugače lahko rečemo, človek hoče biti zadet. In zato ne kradimo naravi in gozdu. Naučimo se modrega pridobivanja in skromnosti, ne revščine, v reku manj je več. In kot pravi pater Gržan, vsak človek je enkratno, neponovljivo bitje s 100% talentov in to naj bo gonilo izobraževalnega sistema. Paradigma vrednote in lepote vseživljenjskega hotenja naj ne bo v iskanju razlik, temveč v iskrivosti vedenja, iskrivosti hotenja srca in pa intuicije. Ali znamo biti drugačni? Ali se znamo poslušati? Znamo biti iskreni? Znamo premagati revščino pohlepa in vse vednosti vseljevanja paradigm oblastniških ljudi in politik? Ali živimo in imamo svojo vizijo lepote? Ali imamo vizijo skupnosti, države? Znamo biti vsakodnevno aktivni, odprti, predvsem pa srčni? Imamo ideje za vizijo Slovenije 2050. Povejmo danes, da naj prihodnost pripada vsem nam, ki smo mladi in se ne želimo rangirati s pojmom generacij, temveč s pojmom srčnosti in igrivosti. Znamo prevzeti prihodnost v svoje roke. Mi to znamo, mar ne? Ali imate kdaj občutek, da so nas učili napak in da nas to učenje ne pomirja? Ali se moramo vprašati, kako naprej? Če pa se že menim, da v naslednjih stebrih in sicer izobraževanje, komunikacija, povezovanje, spoštovanje in pa trajnostna drža, trajnostni razvoj, trajnostna družba. In vse se mi zdi, da je mnogo bolj enostavno, da vse znamo prevelikokrat zakomplicirati in morda si moramo pri vseh teh stvareh znati odgovoriti samo na kratka vprašanja in svoj jaz znati potunkati, da tako rečem, v skupnost. In ta jaz naj zna odgovoriti, zakaj to počnemo, kdo naj bo to, kaj bomo počeli, za koga in kaj so cilji.
Kratki odgovori, pa verjamete, da ni potrebno nobenih velikih študij, pa ne vem kaj še. Zavedajmo se, da smo del inteligence, da smo del vesolja in da je mnogo znanja skritega povsod okoli nas in v inteligenci vesolja. To znanje ni vedno vidno, temveč obstaja in mi ga danes čutimo. Ali zares v svetu velja največ to, da vse vemo? Kaj nam je lahko izziv gozda? Morda to, da se od njega naučimo paradigme krožnosti in pretakanja. Nič ni odveč in nič ni več vredno. Vse daje in spoštuje. Vse se podpira in vse je tkano v tančico skrivnosti gozdne mane. Skratka, bodimo srčni. Simbioza z gozdom, naravo in viri ter nami daje pridih vseživljenjskega snovanja učenja in medgeneracijskega druženja. In mi to želimo živeti in doživeti. Potopite se v gozd, morda pragozd. Gozd bo z vami obnemel in vam dal mir. Pusti vas, da zgolj ste in nič več. In to je največ. Dovolimo ljudem svojstveno učenje. Sreča je v ljudeh in naravi in mi imamo prav vse. Ali še drugače, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Hvala.